Dobrodošli v podkastu. Sem Igor Harp in danes gostim enega najbolj zabavnih gostov doslej, Perico Jerkoviča. Perica je eden naših najuspešnejših in najbolj smešnih stand-up komikov, ki že 15 let orje ledino. Za predstavo Rojen v Jugi je naredil eno prvih celovečernih stand-up predstav in z predstavami kot so Homo Selfiens, zgodovina selfie butla in Slovenec in pol, pa je iz stand-upa naredil bistveno več kot zgolj pripovedovanje šal. Mimogrede je posnel še eksperimentalni film Leto in zdaj se pripravlja na veliki triumf, nastop v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Ne le to, Perica Jerkovič bo prvi domači stand-up komik, ki je napolnil to dvorano s samostojnim nastopom in to dvakrat, saj bosta 21. marca kar dve predstavi. Pozdravljen, Perica. Zdravo, Igor. Začniva kar s Cankarjevim domom. V tvoji biografiji piše, da si imel prek 2000 nastopov, zdaj glede na to, koliko so eni podatki tam stari, zdaj že govorimo najbrž o 3000? Ne, v bistvu je vse. Jaz sem mislil, da sem že pred 3000 in pol me en kolega spravil na, kaj ti pišeš 3000, nemogoče, in pol me dal izračun in sem rekel, ja, se res. Ampak se ne ukvarjam toliko s tem, v nekem trenutku, ko nekoč smo se mi med komiki med sabo hvalili s tem. To nam je bila edina, kako bi rekel, edini tak badge of honor, edina taka reputacija, da ti imaš veliko nastopa s sabo, da si izkušen in ne vem karkoli, da si dal vse skozi. In se spomnim, da ena kolegica, ne bom menjal, kira iz sosednje države, je napisala, da ima 8000 nastopov takrat, ko je bilo tisto, Ampak ja, mislim, da sem šel nekje, da sem trenutno na 2500 tam recimo, ker jih delamo približno nekih 100 na leto, mislim, vsaj jaz. Včasih sem delal tudi 130, včasih delal tudi manj, sploh tista prva leta, ko je bila scena nerazvita, ampak se jih kar nabere. Ja. Ampak največja dvorana Cankarjevega doma, to je kar neka druga raven, vseeno, a imaš kaj treme? Ja, mislim, trema čez čas izgine v tisti prvotni obliki. Ko delaš to, 10 let, še vedno se zgodi, da jo imaš, včasih te preseneti, ko nekaj časa nisi imel in potem se zgodi nek poseben, drugačen nastop in tako, jaz zdaj po 2 letih spet imam tremo. Ampak načeloma treme, mogoče pa imel, pa bi me spet presenetila, ampak trenutno se mi zdi, da grem na oder tako zelo ležerno, kamorkoli grem. Je pa Galus nekaj posebnega. In tudi dvorana kot taka, to je ravno pred kratkim sem bral, nekdo pisal, da ni narejena toliko za stand-up, koliko za koncerte. Oziroma ne za stand-up, za gledališče ni toliko, koliko za koncerte. In potem je tako, gledaš tudi iz tega vidika, da je zalogaj zate kot izvajalca, pa se publika ne zaveda tega, da ti imaš težave s tem, kje je sweet spot na odru. Ker moraš imeti tisti res dober, da nekako nagovarjaš vse. Moraš se dovolj premikati, da ni občutek, da si preveč statičen na tistem ogromnem odru, pa spet ne preveč. Enkrat je Chris Rock rekel, da je ugotovil, da če se premikaš, te teže ignorirajo. Če hodiš levo, desno, potem te mora spremljati in potem ne more zaspati vmes gledalec. Tako da je priporočljivo tudi iz tega vidika. Ampak če se preveč premikaš, izpadeš kot žival v kletki, ni dober občutek. Tako da vse te neke stvari. Pa recimo, koliko nagovarjaš balkone, koliko nagovarjaš parter, ker tukaj je pa res 2 balkona sta in potem, če ne gledaš gor, izpade, da oni tebe od zgore gledajo, Če pa nagovarjaš samo njih gor, te spodaj so zanemarjeni. In potem take stvari. Tako da je drugačno in je zalogaj po tej plati. Kar se pa samega programa tiče, ali pa šali, jaz bom izvajal večinoma šale, ki so preizkušene na drugih publikah in potem tukaj naj ne bi bilo problemov. Ampak si že natempiral gor, poglej dol, na kateri točki to treba narediti? Ne, v bistvu nisem, ker ni Cankarjev dom na voljo, da ti greš kar tam vaditi, kadar hočeš. Imajo tudi druge stvari. Recimo simfoniki zafilajo oder z vsem živim. Veliko smo prišli snemati promo video za povabilo, čisto prvi video, je bil oder poln z temi
Glasbi. notnimi stojali in tako, kako zdaj. In potem smo cel ta, vse fore smo obrnili na to, da jaz imam uniboven pred sabo, pa sem tam, pa ni bilo namensko, ampak moraš pač improvizirati na licu mesta. Ja. Zdaj, povezano s tem pri predstavi Selfie Butl si razlagal, da ne maraš gledati svoje podobe. Kako se počutiš, ko se pripelješ v center in te pozdravi ogromen pano? Vidim samo tisto, kar bi popravil. Jaz sem eden tistih idiotov, kot težijo oblikovalcem, tako, tisto, ne, dej še to, tako, da bi hotel njegovo roko premikati. Moti me, da je malo pretemen, recimo. Super deluje plakat na telefonu, na netu, ampak uživo je malo pretemen in potem tisti, ko se pelje, pa ima mogoče 2 sekundi, da pogleda gor, ne ujame vsega, ne, in bi rad, da je bolj berljivo. Tako da take stvari veš not. Očitno sem, mislim, ne dojemam se kot tehničnega tipa, ampak očitno sem, če me taki neki detajli malo motijo. Kar se podobe tiče, pa ja, če dalje manj sem si všeč, ker sem vedno bolj star in grd in pač ja. No, moram reči, da se ti ne pozna, ker zdaj, ko sem ravno gledal nazaj, ni take velike razlike od plakatov rojen v jugi, ker pač nekaj brada pa to vse. Thanks, meni se ne zdi, hvala. Mislim, medtem ko, ne vem, pižam pa zgleda čist drugačen, ker pač ima čist druge frizure. Spremenil je, style je spremenil. V nekem trenutku šel iz tistega brada, pa je spet v čop, je šel v Jon Snow neko frizuro sprva, potem je tudi tisto malo modificiral. Eni imajo caj za te stvari, očitno. Ok, a nas lahko popelješ skozi en postopek ustvarjanja, pa piljenja šale, s katero potem nasmejiš ljudi, ko si na odru? Kako to približno deluje? Najbrž nekaj se ti utrne? Zdaj, če govorimo o šalah, ne, v stand-upu ni to vic forma, ampak imaš pač različne formate in ena je ta enovrstičnica, kar je pižama, če ga že omenjamo, najbolj nekako v slovenskem prostoru poskusil nekaj časa izvajati. In tam pa je podoben pristop kot pri aforizmu, recimo. Torej, ti to moraš izpiliti, res izpiliti, da ne samo, da je vsaka beseda na svojem mestu, ampak tudi, kje je vejca, kje kak postane, kje je kak, ne vem, poudarek, vse je zelo pomembno, vsaka malenkost. Če gre za enovrstičnico, one-liner. Če pa gre za zgodbo, tukaj si seveda lahko več privoščiš nekih teh deturov, ko greš kar malo zaideš, pa se vrneš nazaj, ali pa ne vem, furaš neki 2 liniji istočasno. To v glavi imam recimo tega Jima Jeffriesa, ko na Netflixu se dobi, ko razlaga naslov speciala tistega Intolerant, ne? In potem istočasno razlaga, kako je njegov oče, pač ta stara šola in ne mara gejev, ne mara tega, ne mara pač je intolerant, ne? Obenem pa je on laktozno intoleranten in potem razlaga tudi zgodbo, kako je šel na dejt z neko punco in preveč, ima rad sir pa mlečne izdelke, ampak pač telo ne prenese in potem lahko si predstavljaš, kaj je scenarij, ki je sledil na poti domov, ne? Tako da istočasno, torej 2 interpretacije besede oziroma pojma intolerant fura skozi je čudovito. Čeprav, če komu zavidam veščino, ki je zelo sorodna z mojo, ki je tudi on storyteller, je to Jim Jeffries. Kaj pa potem, ko preizkusiš na odru, pa vidiš odziv, pol še razvijaš dalje? Si vprašal, kako se razvija. V bistvu, ko gre za zgodbe, kadarkoli ti priješ ven z novo zgodbo, je to samo okostje tistega, kar bo nekoč. Torej, ti si nekaj napisal, ti zdi, da tukaj bo in potem greš in to preizkusiš, ta del ni šel skozi, gremo stran s tem, dodamo tole, mogoče to, ampak predvsem pa dodajaš neke take malenkosti. Ne? In enkrat me ena mlajša komičarka vprašala, kako narediš dobro zgodbo, pa se mi zdi, da je ful iskala tako en sam na svet, ki bo zdaj odprl oči, pa ni tako easy. Ampak najbolj se da primerjati z božično jelko. Torej, ne boš ti kar prinesel postav jelko in v 2 sekundah bo wow. Ne. Če je umetna, prvo moraš jo postaviti spodnji del, pa natakni zgornjega, pa jo razpreti, pa vsako vejo posebej, razumeš, pa malo se oddaljiti, tam nisem dobro razprl še, tako naprej, in potem boš dal, ne vem,
prvo luči, zato da se ne bojo zavozlale kasneje, boš dal luči okrog, potem boš dal, na ta način nastaja tudi stand-up zgodba. Torej, sprva ni blazno dobra, ampak potem ti dodaš en kup nekih majhnih detajlov, ker ni poanta tak nek končni punchline kot v vicu, ne? Ampak je poanta, da je tudi pot tja zabavna. Super. Zdaj, kot dolgoletni stand-up komik si poznavalec tudi lokalne pa širše scene in me zanima, kaj so ključne razlike med denimo slovensko, angleško, bosansko pa srbsko sceno in tudi kakšne so razlike v publikah. Mi smo zagotovo pač za časom, kar se tiče seveda, če v Ameriki in Angliji toliko let obstaja. Zdaj težko je povedati prav natanko, kdaj se je tam začelo in rečejo, da je to 70 let in rečejo, da je več. Ampak recimo tam po prvi svetovni vojni, da so že bili že ta vaudeville, pa tako iz tega se je rodil stand-up. Da je mislim, ko je orkester imel neko pauzo, je komik stopil in orkester je bil ponovno tisti luknji noter. In potem je komik pa bil tam odzadaj na odru in je nagovarjal to dvorano in tako naprej. In zdaj, koliko je tam tradicija, ampak recimo, da je 100-letna že. Pri nas pa je seveda 20 let recimo. Pa dobrih 20 let. Od samih začetkov nekih pa do scena pa še manj. Scena, da rečemo, da obstaja scena, pa je mi računamo nekje od 2007, to pomeni 18. Tako da se pozna to in tudi, da smo se komiki mogli nekako v tem času zgraditi in izboljšati. In tudi nekako nimaš sploh istih pogojev dela, kot imajo tam, zato ker tam v Angliji tudi recimo, če hočeš to je razlagal en angleški komik, če hočeš vsak večer nastopiti, če si kolikor toliko dober, pa nekako uveljavljen komik, vsak večer lahko nastopiš. Pri nas te možnosti nikoli ni bilo in še vedno jo ni. Kvečemu, če se res ženeš, boš nastopal, ne vem, 3-4 na mesec, na teden, če si uveljavljen in če se ženeš. Ne boš pa nastopal 7 noči. Tam pa je tako, da tukaj delaš en nastop, skočiš na tube, na drugem koncu Londona delaš drugi nastop, skočiš na tube, na tretji nastop, v istem večeru narediš 4 nastope, če želiš. In potem piliš te neke krajše točke, krajše sete. Tako da tudi iz tega vidika je težko primerjati in niti ni fair. Ampak tudi publike so bile in so še vedno bolj zelene pri nas, kot pa tam. Torej, marsikaj, recimo, tudi ti najbrž poznaš neki Louis C.K. poznaš. Pa tako naprej. To so res vrhunski komiki, ko tam ogromne dvorane filajo, ampak če bi Louis C.K. prišel s tistimi forami pred slovensko publiko, bi popuščal, jaz sem prepričan. Zakaj? Zato, ker nismo mi tam in tudi če bili tam po zgodovini, še vedno Amerika ima čisto nek družbeni moment in kulturološki mi imamo svojega, in potem ti moraš nekako delati komedijo, ki je skladna, ker delaš za ljudi, ne delaš zase. To mora biti skladna s tem, kar ljudi nasmeji. Tako da vse te razlike nekako so prisotne. To se mi zdi, da si ti zelo dobro v svojih predstavah nagovoriš te kulturne razlike v Sloveniji. Kako pa deluje, ko nastopaš v tujini, ker si nastopil že več državah bivše Juge, pa tudi zdaj že dolgo ne nastopam. Večino sem v določenem trenutku sem rekel, pa moj materni jezik je srbo-hrvaščina, jaz menim, da imam potencial, da nastopam in na Hrvaškem, in v Bosni, in v Srbiji in tako naprej. Ampak potem ugotoviš dvoje. Prvo je to, da ko pridejo sem srbski pa hrvaški komiki, brez težav nastopijo v svojem jeziku in to gre skozi, mi dol, da bi nastopali v slovenščini, pa odpade. In potem moraš prevajati te stvari, ki so nastale tukaj. In tudi jaz, čeprav je to moj materni jezik in sem ga izključno govoril do 13. leta starosti, zdaj, ker sem tukaj v Sloveniji več kot 30 let, moj besedišče se je skrčilo. In potem boljše se počutim, ko govorim slovensko na odru, kot pa če moram govoriti v maternem jeziku. Poleg tega pa tudi pravim vse te, enkrat smo se spomnili, spet bom omenjal pižamo, smo šli dol v Split,
to res 15 let nazaj nastopiti na festivalu. So naredili festival Punch, prenesli tudi v Split, pa v Zagreb, pa tako. Tin Vodopivec, pa težki takrat. In on je najbolj bil oškodovan, Pižama. Zato, ker vse, kar on ima, je tako močno vezano na Slovenijo in ta in Cankar in vse te reference, ki jih ima na tega, ne vem, iz politične scene, na tega iz glasbene scene, to dol vse odpade, razumeš? Tako ne gre samo za prevajanje, gre tudi za to, kaj ti lahko sploh preneseš v tisto okolje, pa da deluje. To so ponovadi univerzalne stvari, tiste moško-ženski odnosi, če nekaj, ne vem, govoriš čez partnerja ali pa partnerko, veš, da bo to brez težav, ker dol imajo iste stvari. In obratno, če imaš karkoli, kar je vezano, jaz imam recimo točko o dopustovanju, in ko jaz govorim, da sem šel z družino na Mali Lošinj, za nas tukaj je Mali Lošinj čisto nekaj drugega kot za Hrvate. Oni poznajo ta otok, vse je njihov, ampak mislim, poletje je naš. Ampak je tako, da ti ga dojemajo kot enega izmed otokov, ampak iz naše tukaj perspektive pa je tako, Krk pa Mali Lošinj, to je tako. Drugo lahko, Mljet v redu, hrvaški, ampak tole ne. Če se malo hecam. V glavnem, tako da, torej, perspektiva je drugačna. In potem zgodi se tudi decembra, ko podjetja imajo veliko teh nekih sindikalnih žurk, da imaš te kolektive, ki so mešani. Slovenci pa pol Slovenci, pa četrtina Hrvati, ne vem, Srbi, Bosanci. In potem ti probaš to in vidiš, koliko to gre boljše pri slovenskem delu, kot pa pri hrvaškem, zato ker je malo moment zamaknjen. Tako da konstantno se srečuješ s takimi stvarmi. In drugi razlog, seveda, denar. Dol je nižji standard. Zdaj se sicer tudi dol počasi nekaj izboljšuje, ampak Hrvaška, pa Srbija, pa tako naprej. Torej ti potuješ dlje za manj denarja. Kaj pa v Angliji, ker v tistem filmu tudi si vidi, da v nekem pubu nastopaš, imel si programa, nekaj pripravljenega. Smo naredili eno ekspedicijo, smo šli Tin Vodopivec, pa Domagoj Pintarič, hrvaški kolega, pa jaz, pa Peđa Bajović, ki je tudi iz Hrvaške, smo šli k enemu Ninotu, ki je tudi humorist, pa živi v Londonu že vrsto let. In smo naredili tako malo da malo spoznamo to, ampak tukaj je veliko bolj ambiciozen bil Tin in je tudi naredil več teh izletov in tudi se mu je dalo potovati, kot sem rekel, z tubom na vse konce in nastopati tam za pijane študente ob 3 zjutraj, meni se ni. Sem pa prav v 2 nekih klubih tako in sem zelo bil vesel, da sem v Sloveniji, da tukaj nastopamo, ker tam je preprosto preveč ljudi, ki bi radi se uveljavili na ta način in potem to gostinci izkoriščajo. In je zelo tako, zelo je pasija. Torej, kot sem omenil v uvodu, si posnel eksperimentalni dokumentarni film Leto, ki se stoji z drobcev tvojega življenja tekom enega leta, in to si naredil pred prihodom telefonov s fotoaparati in palicami za selfije. Tik pred, ja. Kakšna je bila ta izkušnja, kamero zraven nositi in koliko je to potem vplivalo na predstavo Homo Selfiens? Ta projekt ni kaj dosti vplival na Homo Selfiens, je pa nekaj, kar sem, v bistvu en film je bil, sem gledal nek film enega tipa, ki sem pozabil, ko se imenuje, en blond tip, tak, ne bom rekel loser, ampak en zblojenc, ki tudi ne skriva to, da je zblojenc, pa tako naprej, mislim, da neki, tudi punce ga nekaj oklofuta, če se prav spomnim, pač en tak tip, ampak je bilo ful pristno, ful iskreno, da on res zdaj tukaj pokaže svoje življenje in kako on išče imati svojo neko misijo. To je bil v bistvu motiv, da naredim nekaj takega, plus da sem pred časom kot član kluba študentov občine Koper prišel v Benetke na tale bienale. In tam sem, pravim, takrat ni bilo tega, kako se rekel, kar se omenil. A veš tisto, ko se, recimo, koliko je bilo video pred 15 leti, ko nekdo se slika prav vsak dan in potem se naredi tisto, kolaž, kako se spreminja obraz čez leta in tako naprej. No, to je res bilo malo pred vsem tem in sem videl tam pač to razstavo oziroma inštalacijo, ali kako bi rekel, enega fotografa, ki je postavil svoj obraz
točno isti srajci, točno na isti način slikan, tako čez leta. In potem, ker je vse res isto, potem samo, kar je razlika so pač črte na njegovem obrazu, ne, da se res je stara. In če se je sprehodil tako, si videl, kako se staramo, kako v bistvu bledimo, kako smo minljivi. Če se pa sprehodil na nasprotni smeri, si dobil neko tako katarzo, zdaj se pa pomladil. In bilo mi je fascinantno to, da nekdo zajame neko daljšo sekvenco svojega življenja na ta način, sicer tukaj zelo sporadično, ampak jaz sem se vprašal, kako bi bilo, če bi res intenzivno snemal 1 leto svojega življenja, in potem iz tega nekaj sestavil. In sem si zadal, da vsak teden posnamem vsaj pol ure. Včasih več, ampak da je to nek minimum. In najbolj zoprno je bilo, v bistvu, da sem mogel to nekaj štimati takrat, ko se imam pripravljati za nastop. In tam nekaj štimaš sam. Zelo sem si poenostavil, nisem se obremenjeval za tehnično kvaliteto, ni bilo zunanjega mikrofona, kamerca je bila za 200 €. In tako, ampak je bila full HD, pa je, recimo, da je to nek bil tehnični minimum. In se mi zdi, da mi je uspelo full dobro ujeti. Mislim, v katerem trenutku bi to snemal bilo zanimivo, ampak sem ujel tisto obdobje, ko smo iz undergrounda stand-up komiki vstopili v slovenski mainstream. Ravno takrat je Pižama, ki je leto predtem, kolikokrat ga omenjam, prav zaračunal mu bom. Ravno takrat je Pižama leto predtem na Viktorjih zabaval ljudi med oglasi in s tem se kao dokazal in zdaj so ga dali, da bo povezoval, ampak so dali še Lucijo zraven, ker to je bil pristop. Nam s tem na komikom ful niso zaupali, ful bolj so zaupali enemu igralcu, recimo tedaj to še dobu, pač ta on dela, kar hoče, zdaj si dobu, kar on dela, kar hoče, ampak Pižama, da gremo dati še Lucijo zraven. Pa jaz bi raje videl, da je samo Lucija ali pa samo Pižama in da ne pokurim svojega najboljšega materiala leto prej, ampak da, tako kot Juri, da dobiš šanso, da postavi najboljše tako in to je bilo super. Ampak to so naredili tudi isto, naslednje leto so na isti način Tina. Tina je zmagal, on je razturil tam pred to publiko, ko je povezoval in zdaj naslednje leto pa bo mogoče celo on povezoval, ampak pole pa so kar Viktorji propadli in ni bilo nič od tega. Samo hočem reči, res fajn je, če dobiš to šanso, da na taki veliki platformi, kot so Viktorji, predstaviš svoj best of. Takrat zmagaš. Samo ona dva sta pa mogla pokuriti, da se dokažeš to sploh. No, pa koliko vem, je Pižama še moral pošiljati scenarij v potrditev in da so mu ful spremenili še poleg tega. A to je tebi razlagal? Ja. Tega ne poznam. Ampak zdaj sem zašel. Kaj je bilo vprašanje? Vprašanje je bilo, koliko je ta izkušnja snemanja filma vplivala na Homo Sapiens, pa si takoj rekel že ne. Ja. Ne, ni vplivala na Homo Sapiens. Na Homo Sapiens je vplival predvsem to, da sem dobil otroka, prvega, in sem ugotovil, da jaz se v tem primeru zdaj ne morem več iti tega, da sem odsoten v večerih in da v tem klubu probam teh 5 minut, tam pa 6 minut, pa vse in potem v 5-6 letih se stavim en šov. Jaz rabim pač zdaj in sem takrat že nekako sodeloval s City teatrom, predstavo sem imel Rojeno Jugi, sem rekel, bom naredil še eno predstavo, ki bo malo bolj monokomedija kot stand-up. In potem pri monokomediji je nekako drugačen pristop, ti narediš nek okvir, to je tematika, s katero sem ukvarjal, in znotraj tega pa zdaj pišeš besedilo. Ni da po kočkih, lahko še vedno kočke sprobavaš na odrih, ampak vseeno pa ustvarjaš znotraj nekega okvirja tematskega, ki si sam zastavil. In poleg tega te fore, pa vse te vaje, pa to delaš v dopoldanskem času, ko je otrok v vrtcu. In žena v službi. To je bila motivacija za selfie. Torej, ko smo se dogovarjali za intervju, si rekel, da bi se raje kot o stand-upu pogovarjal o filmih, tako da me zanima. Ne, ker vem, da je tebi blizu ta tema. Seveda. Zdaj me pa zanima, kaj je po tvojem komičarsko-strokovnem mnenju razlog, da komedija kot filmski žanr, da je v zatonu. Nič več ni komedij v... A ni vse v zatonu? Mislim, razen teh Marvel zadev. Marvel zadeve so v zatonu, ampak ne vem, grozljivke so standardno že 20-30 let dobijo isto količino publike, ki se menja, recimo drame so tudi še vedno do neke mere gledane. Komedije pa včasih so bile glavna stvar, najbolj gledano v Sloveniji, zadnjih 20 let pa to...
Jaz trenutno ne sledim filmski industriji, ker imam zdaj 2 otroka, ampak je pa tako, da koliko sem si zapomnil, takrat v nekem obdobju je bilo, da je vse šlo dol razen teh Marvelov, ja. Marvelov, ne, ampak zdaj tudi Marvel, torej gre dol, pa komedije in zdaj samo kaj grozljivke pa. Grozljivke so konsistentne, pa pač neki spektakli. Gladiator 2 je bil gledan, pa pač seveda otroški filmi animirani, pa karkoli ima številko 2, 3 ali 4 na koncu, ponavadi naredi veliko denarja. Ja. Ne vem, jaz sem se spraševal, kaj je razlog na splošno, da se to dogaja, tak zaton. Pred kratkim je v enem drugem pogovoru je voditelj se vprašala, če bi daj delal film, tako ne, res ne. Zakaj ne, ker je tako nehvaležno? To je res ogromno nekega dela, to so res mukotrpni, dolgi procesi, večletni in potem mogoče bo, najbrž ne bo. Ne? Kdo hoče iti v to? To res moraš biti norec, da se pustiš v nek filmski projekt, sploh ob nekem lastnem vložku denarnem. Tako da, ampak sem spraševal, kaj je razlog, da je šlo vse dol, pa obstaja nek uradni razlog, zakaj je šlo vse dol? Ne, mislim, milijon pač tega, kako se družbe spreminja. Veliko razlogov lahko najdeš za to in sociologi, kulturologi najdejo različne. Ne vem, eno od teh je, da pač zaradi družbenih medijev je attention span se skrajšal in ljudje v kinu ne gledajo tega. Ne? Pri komedijah pa tudi to, da ne vem, so se mogoče naveličali enih teh standardnih zapletov novih, pa filmi ne uspejo najti, ali pa tudi tega, da pač se snemajo tisti ta dražji filmi, dobijo cel denar za marketing in potem filmi, ki niso dovolj dragi, pač jih ta marketing povozi, ker je tako močan. Ja, zato, ker pač, če so že $200 milijonov dali za film o Thoru, bodo potem dali še $100 milijonov za oglaševanje, medtem ko če so eno komedijo posneli za 30-40 milijonov, pa bojo dali 2 milijona za oglaševanje, kar pač se ne bo noben opazil vseeno tega filma. Tako kot zdaj, recimo trenutno je kaj Mufasa in to bo pač povozilo večino drugih stvari, zato ker je toliko denarja vloženo v promocijo tega. Ne? Ja. Pač bil je še v zadnjih mesecih, recimo je bil Gladiator, pa tale Vajana 2, pa ne vem, če še kaj drugega naredilo neki velik boom, no pa pač slovenski filmi do neke mere. Ja. Meni se zdi, da je nasplošno ta, kako bi se sploh izrazil, ta raznovrstnost in količina teh video vsebin nekako izrinila film kot tak. Takrat je bila čarobnost, ti greš tam v kino, nekaj pogledaš, tudi doma, kako prav pričakuješ, ti si ta dober film, da v te uri, da v čim manj oglasov, not in tako naprej. Vse to je, se mi zdi, izrinil in social media, kot dejansko ljudje, mislim, da je omejena količina video vsebin, ki jih človek lahko konzumira v 24 urah. Ne? In potem to tudi konkurira ogledu filmov na nek način. Mislim, da jih je to izrinilo, pa tudi to, da imaš video on demand, da lahko ti ne rabiš zdaj čakati, da lahko tisto izbereš, pa pogledaš ne samo, ne vem, Netflix ali pa HBO, ampak lahko nasplošno, kjerkoli lahko si sam urediš življenje in potem, zakaj bi pa jaz hodil v kino ob tisti uri, pa plačal tisto vstopnino, pa ne vem kaj, ne vem, če lahko vse to doma, ne vem. Meni se zdi, da je to nekako ta kako bi rekel, poplava vsega tega, se mi zdi, da je to izrinilo vse te filme. Zdaj, zakaj pa grozljivke in zakaj komedija ne, tukaj pa nimam odgovor. Ker mi pač smo zelo, kako bi rekel, čutiš, v bistvu nam res koristi ta moment, da ljudje res čutiš, da je potreba po smehu in sprostitvi ogromna. Zaradi tega mi tukaj zelo profitiramo, ampak in zdaj zakaj ne filmska komedija? Mogoče to spet te neke psihološke razlage, da ta uživo je, ko greš v teater, je ta oseba tam v 6D obliki, celo voha še lahko, če ni imela časa za tuš od včerajšnje predstave. Mislim, da je mogoče to ta razlika. Kaj so komedije drugače tvoj najljubši žanr, ko gledaš filme, ali ti je kater drug bliže?
Nisem komedija najljubši žanr. Ne. Res? Kaj pa je? Zato, ker vidiš neke formule, po katerih narejeno, se mi zdi, da sem prestar za to. Včasih me seveda nasmeji, ampak nasmejijo te neke bolj nišne stvari, pa tako, recimo Louis C.K. je imel to serijo Louis in tam on res naredi neko tako res izvirno komedijo, ki situacija je ista kot v neki drugi komediji, recimo, danes sem gledal en klip, ko on se tam usede na letalo in zraven njega se vzede tako ogromen tip in potem kaže samo njega, ki mu tukaj njegova roka gre čez, tako ogromen, tako, je kar polno, je kar polno, in cel čas njega snema, tako tistem, pravim, lahko bi bila tudi Adam Sandler komedija, ampak on je vseeno to pelje malo na drugačen način, samo s tistimi vzdihi in tako naprej, ni toliko na prvo, ni toliko namenjeno, da nasmeji otroke, ampak je namenjeno, da nasmeji tebe kot enega 46-letnega fotra, ki se v njemu najdeš, in potem so te neke malenkosti, ko jih zaznavaš nekje noter, pa tako da, ja. Kaj pa je tvoja najljubša komedija, kater film? Rekel si, kaj pa mi je blizu? Blizu so mi, veš kaj, blizu so mi tej slice of life žanr, to mi je blizu. Ne. Te filme, v katerih res nekako se lepo prikaže, ko govorimo o tem, prvi na pamet prije, ne vem zakaj, About Schmidt, ko je res bolj počasen film, ne. In tam Jack Nicholson je že v letih in tako, ampak vseeno, kako neroden je ta tip, ko je zdaj kar nekrat končal, zdaj spoilerje delam, sorry, ko je kar končal to neko službo, v kateri je prav čakal tisto uro, da prije gor in zdaj je kar nekrat v penziji, zdaj kao je svoboden, ampak tako niti ne ve, kaj bi sam sabo zares in taki filmi so všeč, pa full fan sem bratov Coen, ne, ko so res, vsak je remek delal, vsak film, ki prije ven. Tudi Tarantino, da sem fan, kljub pač tem hektolitrom krvi, pa vsem. To je nekako moja špura. Aha. Kaj pa najljubša komedija potem takem Raising Arizona od bratov Coen? Je tisto komedija? Ja, tisto je komedija. Ne vem, kaj bi, to bi prav mogel razmisliti. Mogoče pa je malo bolj nekaj jugoslovanskega, mogoče bolj in tudi tragedij. Mi vsi vemo, za ko to tam opeva, vsi vemo, za maratonci teče častni krog, ampak marsikdo ne ve, recimo za film Breza, ki je meni ful pri srcu, ki je igrala tudi Slovenka, pokojna Manca Košir, ki je čudovit film, krasen film in zelo progresiven film. A si gledal mogoče? Zdavnaj pa se ga res ne spomnim več. Ja, bomo spet spoilal. Ja, ne, nočem spoilati, če ga nekdo najde. Zelo tako, kako je takrat bilo pač na podeželju, kako je to bilo vse malo mimo, ne? Kako zelo dobro to režijsko tudi pokaže, ker tam neke kure, ki so zaklane, pa tako hitri kadri, pa ne vem kaj, in potem ona se zaljubi v tega nekega Daso, ki je brkat, pa on pa njo, ki je res lepa, ki je pač breza med bukvami, one druge punce so bukve, ki so pač malo bolj take, ki močne, pa tako, ampak v tistem okolju se pa ceni bukve, zato ker so močne in bojo prijele za delo in tako naprej, ne neko suhico tam, ravno kontra kot danes, ne. In ona se v njega, on pa zagleda v drugo, mislim, ne briga se kaj dosti, čeprav jo vzame, ampak ne briga se dosti za njo in tako naprej, res mi je tisti všeč. Pa še ena, recimo, tragedija iz jugoslovanskih, ko je ful neznana, je Događaj, ne. Aha, ti pa ne poznam. Pavle Vujsić igra enega detka, ki gre z svojim vnukom, pelje, to je tudi slovenski motiv, da pelješ tistega zadnjega vola prodati, zato ker je taka revščina, ne, in pač peljejo se tam na nek sejem, kjer je ful daleč in potem, ko ga prodajo, seveda en kup denarja ima v žepu, se začne ta vračati nazaj in potem on opazi, da dva tipa gre sta na isti splav z njimi in gre tako in je kar frka. Ne bom več spoilal naprej, ampak je... Ko si Manco omenil, ravno kar pride v kino film o njej,
jaz sem pozabil naslov, kak je, v Art Kino mreži pa v Kinodvoru o teh njenim zadnjih dneh in o tem, v bistvu ne v zadnjih dneh, o tem, kak se bori proti raku in kak sprejema to s tem njenim optimizmom neskončnim in je res krasen film. Jaz manj se nikoli nisem srečal v živo, pač, ko se včasih človek nekako gre. Ampak res je bila neverjetna oseba in tudi včasih te take osebe niso, ko bi rekel, cenjene, ampak ona je bila dovolj medijsko izpostavljena, da smo lahko občudovali pa cenili to, kar je počela in način, na kakšnega je delovala. Nekdo poskuša delovati povezovalno in je ampak v bistvu probaš biti everybody's darling. Ona ni bila to. Ona je bila preprosto oseba, ki tako, je dobra, ampak ne na ta fake način. Se mi zdi. No, to pa si mi že odgovoril. Ampak nekateri stand-up komiki so se poskusili tudi v filmu in na TV-u. Ti si bil v nekaj manjših vlogah, kot omenjeno si tudi naredil cel film. Ampak ali si kdaj kaj bolj veliko poteznega načrtoval, kot recimo Valič ali pa Tin Vodopivec pri nas, ali pa Eddie Murphy, Seth MacFarlane, Jordan Peele, pa seveda Jerry Seinfeld, če pogledamo malo bolj mednarodno. Ja, v tistih časih, ko smo se še uveljavljali in smo bili mladi, smo imeli ful željo biti v nekem sitcomu. To je bila želja, prek tega tudi dobiti prepoznavnost, seveda. To je bila želja. Nikoli nismo hoteli dobiti prepoznavnost prek realityjo. Dovolj smo se nekako imeli dovolj dostojanstva, da nismo hoteli tega. Ampak smo pa upali, da nas nekdo zagrabi, nek producent pa da v nek sitcom, pa da nam olajša to pot do prepoznavnosti in tako naprej. To je bila neka ta prva želja. Pa marsikdo izmed nas je tudi razmišljal o tem, da je nek film. Marko Kumer-Murč je en friend, ki je bil stand-up komik nekaj časa in potem se je spustil v videoprodukcijo in dela predvsem take res kakovostne stvari, dokumentarce. Ne vem, delal en dokumentarec o nekem pipelineu dol v Grčiji in se potem revež peljal, ne vem, 40krat dol z avtom v Grčijo, ker je vseeno ceneje ob nekih nebožjih urah vračal v tistem Oplu, a imel Opla, nazaj domov in tako naprej. In res, zakaj? Zato, ker je nekaj ful perečega bilo dol in zdaj hoče na to veko večiti ta spor navadnega kmeta. Ne vem, zdaj govori na pamet, ker filma nisem pogledal. Ampak torej on je šel v to in potem vsake toliko, ko se srečava, zakaj pa naredimo nek film? Ja, zato, ker pač je vsak zašel v svoje in imaš tiste neke obveznosti, toliko denarja moraš mesečno zaslužiti in potem ne moreš ti zdaj kar za 6 mesecev, ker početi nekaj drugega, iz česar mogoče nekaj bo, mogoče nekaj ne. Ampak ja, je želja bila, da naredimo neki igrani film. Enkrat je ti ne imel idejo, da naredimo neko o komikih, ki živijo, ko smo bili stari 30, ne zdaj, da naredimo neki komiki, ki živijo skupaj in potem tako kot je Louis, on je v bistvu svoje življenje na nek način preslikal to, namesto svojih hčera dejanskih je vzel nek igralki, ampak je predvsem neko, ko bi rekel, B verzijo svojega življenja naredil, tudi da bi mi naredili, ker dejansko recimo Tin pa Murč sta bila cimra, tukaj v Ljubljani v enih malih sobicah, se prav spomnim in tako karakterno dva precej različna človeka in si želita različne stvari v življenju, ampak nekaj časa sta bila cimra, torej to je bilo realno in da bi zdaj to preslikali v nek sitcom, najbrž je dobra ideja, ampak nikoli ni naneslo na to. Zaradi tega, ker tudi pri nas če narediš film, je zelo negotov. Tin je tudi ga je naredil in res se je vrgel not in kasneje tudi s promocijo filma in vse, ampak če ga povabiš sem in ga vprašaš, če je ful zadovoljen z izplenom. No, ampak mislim, pa tudi ni bilo nobenih ponudb iz pač ne vem, Pop TV ali pa kjerkoli se snemajo sitcomi, da bi imel neko stransko vlogo ali karkoli v nekem že narejenem projektu. Mislim, za nobenega od vas pravzaprav se ne spomnim, da bi pa ne, eni so se bolj gnali v tej smeri, drugi manj. Jaz se nikoli nisem gnal v tej smeri, ker televizija nisem nikoli začutil kot nek medij, ki meni ustreza, za razliko od stand-upa, takoj sem vedel. Ampak tukaj pri televizija je hladen medij in potem ti tam, poleg tega so vedno neki uredniki, ki ti govorijo kako in kaj.
kar nekaj časa med ljudmi je bilo tisto, zdaj mislim, da mogoče smo prerasli to, ampak tisto, on si zasluži oddajo, on si res, Klemen Slakonja, ful sem srečen, da je dobil oddajo, ker si jo zaslužil. Ti ne dobiš oddaje, ker se jo zaslužiš. Ti dobiš, ker se zmeniš nekom ali pa se ne zmeniš. Ne. In predvsem, tudi ko dobiš svojo oddajo, redko kdaj ali pa skoraj nikoli nisi ti dobil svojo, vedno je nek urednik metava, ki ti govori kako in kaj. In ti si glavni jack tam za folk pred ekrani, ampak v bistvu si pač zaposleni od te hiše in imaš šefa nad sabo in mu odgovarjaš. In tako, iz teh vidikov me ni toliko veselilo. Pa tudi pri nas je večinoma so neke, ni bilo toliko sitcomov, večinoma so te neke soap opere pa... mislim, da zdaj... Ne, vse je bilo sosedje ali kaj že. Pa ampak Vojo ima zdaj malo večjo produkcijo teh stvari. Seveda. Pa tudi vidi, recimo je naredil čisto svojo stvar in potem prodal to. Ne? Mislim, vid pa Domen, da ne delamo domno krivice. Torej, zdaj si da tudi to narediti, ampak denar pa, ki ti ga ponudijo za to ponovadi ni. Tudi ko smo v Comedy Special svoje prodajali televizijam, to ni tak denar, da se to splača narediti. To se samo splača narediti iz vidika, da dobiš prepoznavnost. Ne? To je denar, ki pokrije produkcijo, pa tebi ostane tako 1000 evrov mogoče, ali ne vem. In to, mogoče se nekomu zdi to veliko, ampak ti s trženjem svoje izdelane predstave lahko veliko več zaslužiš. Tukaj pa se moraš posloviti, če ti to objavil in potem še podpišeš pogodbo, da bo to na njihovem, ne samo v programu, ampak da bojo to imel 5 let čez, potem 5 let je tako, je veliko za se, ko bi rekel, za se... Ne moreš več te predstave imeti, zato ker je vsakdo lahko že doma pogleda. Ne? Tudi, ampak tudi ta doba 5 let je kar dolga, ne? In ne želiš nobenemu dati svojega materiala, ki si ga res... Želiš, ko narediš neko stvar, sam razpolagati z njo. Ne? Razen, če je denar res velik. Evo, zdaj je ful te polemike okrog tega, da je Lado dobil 25 evrov za tisto oddajo, tisto... To je to, ker ljudje ne poznajo, kaj pomeni za enega, ki pa dela na televiziji, da dobi vrhunsko narejeno oddajo in programsko in tehnično, pa je samo tako, nič mu ni. Veš, koliko dela bi bilo, če bi se nekdo iz televizije spustil v tak projekt. To je nor. A si med ustvarjanjem svojih stand-up predstav tudi kdaj zgledoval po filmih, da si rekel, to bo pa malo podobno temu, recimo... Ali ne? Po filmih, v bistvu v enem primeru ja. Pri predstavi Slovenec in pol, ki ni stand-up, ampak je igrana, midva z Alešem Novakom se odpraviva kot dva različna tipa, en se ful spozna na gore, drugi prav nič, se odpraviva na Triglav spontano. In zdaj, tik pred tem sem gledal, sva z ženo peljala malega, takrat ni bilo še hčerki, zdaj sva peljala malega v Kolosej in je bil neka risanka, je bila kaj Fergi ali nekaj Forgi, ta nek kraljevi, nek kuža. Bežno spomnim, V glavnem, nek kuža, ki je tam v Angliji, v kraljevi družini, pač imajo več kužkov in zdaj on je ta paradni konj, v tem smislu paradni pes. In je zelo priljubljen in potem en drug kuža ga v bistvu zahinavi, ga nekako pelje tja in ga porine tam na cesto, ne vem, nekam. In on se zdaj mora znajti na ulici tam, in zdaj ta postane paradni za mesto njega. Ne? Ampak preden se to zgodi, ta začetek njegove avanture zdaj na cesti, ne, se zgodi to, da kažejo to neko njegovo, kako je njegov fajn življenje in kakšno življenje je bilo pred tem. In jaz sem pomislil, tudi midva za to predstavo rabva nekaj mesa, preden gremo v to, da midva greva kar na Triglav. Sicer ne rabi biti veliko in potem je to bilo, da midva sediva in gledava fuzbal na TV-ju. Torej, to je bilo preneseno iz tistega filma, da nekaj časa gleda fuzbal in potem a bi šla jutri na Triglav. Tako da, se da včasih, vidiš, se da prenesti tudi neke mehanizme. Jaz sem bolj pomislil na tisti film od Burgerja, mislim, na sončni strani Alp naslov, kratek film. V bistvu pač dosta
običajna slovenska družina, samo da vsi igralci so temnopolti. In potem pač imajo bajto, pa se sosedom krega, pa novega golfa, ima pa pol greta zjutraj na Triglav z sinom, pa pol v koči, pa pojejo Slovenija, odkot lepote, vsi ljudje noč so temnopolti. Pravi, da so temnopolti, vse ostalo, v narodnih nošah so pa tak dalje. Lušen film. Burger rekel, da je zelo zadovoljen vedno z odzivom, ko ga dajo na TV. Ogromno. Zdaj, ko razlagaš, nekje sem to videl, ampak da bi prav vedel, kaj se dogajalo, pa da bi mogoče nisem pogledal celega. Zelo lušen film, nič tak dramatičnega se ne zgodi, zelo lep je, dobro narejen. Ne bom te vprašal, kdo je tvoj najljubši stand-up komik, sicer si jih že par omenil, ampak ponovadi stand-up komiki vedno rečete nekoga čisto obskurnega. Tako da te mreži vprašal, kater stand-up komik je pa tvoj najljubši filmar, igralec, scenarist ali režiser? Mislim, da je recimo Jim Carrey nekdo, ki je res fenomen. Torej, to je človek, ki včasih te ljudje, ko so res hudi performeri, ko zna interpretirati, ko zna pokati frise, pa to ne, niso toliko dobri v nekem samoironiji ali pa ne vem, v nekih drugih nekih kontrastnih stvareh v komediji. Ne. Ampak on je v bistvu kompleten. On res je tako dober in tem in onem in res ima tudi te neke imel je te neke večinoma je fizičen humor, seveda, ampak imel je pa tudi to sposobnost, da pove foro kot tako, tudi ene samoironije. Tako da on je en tak, recimo, komik, ki bi ga, če je to vprašanje njega, on mi prvi pade na pamet. Jaz se prav spomnim, kako je bilo, ko je dobil za Trumanov show MTV Movie Award, ker takrat so ga Oscarji ignorirali, MTV pa ima, ne vem, par mesecev kasneje in so mu očitno povedali, da bo dobil, ker je prišel tja čist taka brada in dolgi lasje in v usnje in tak bajker. In je kao prišel, da zdaj, ker so ga Oscarji ignorirali, je pa on bajker postal in bi se zahvalil svojim bajkerskim prijateljem, ker so mu zadnje mesece življenja bili ob strani, pa tak pokaže tam kamera, pa za njegovo mizo in kup bajkerjev sedi. Tak, kaj? On cel ta bit pripravil samo zato, da je šel nagrado sprejeti. Ali pa tisto na Golden Globes, veš, tisti je real full kroži, ko je tisto, ker Golden Globes so pač res žur, mislim, v bistvu downsizani Oscarji, oziroma tisti ne pomeniti res veliko Golden Globe v primerjavi z Oscarjem. In potem on prije gor na oder pa reče I'm Jim Carrey, two-time Golden Globe, mislim, da reče two-time awarded actor, bla, 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 in on, kako sta se hvali s tem, in zdaj vsi igralci publike vejo, da on to misli ironično, ne? And when I go to sleep, I don't dream any old dream, I dream about being a 3-time Golden Globe. Cel zdaj se dela norce iz Golden Globe, zato, ker so pač tako da res je sposoben kompleten, in tudi v teh tistih bolj dramah, ne? Kako je Beautiful Sunshine of Spotless Mind, ne? Neverjetna vloga, tako koliko, eno je, če si Eddie Murphy, pa potem greš samo komedija špilati in si itak si funny in tako in karizmatičen, ker Eddie Murphy je noro karizmatičen, tako naprej, ampak on je sposoben tudi te dramske vloge izpeljati, ne? Tako da on je tisti, ki bi res po tej plati izpostavil. Zaključiva še torej filmsko, kateri tak bolj nov film ali serijo bi priporočil našim gledalcem ali poslušalcem, da si pogledajo. Res nima veliko časa za gledanje, v bistvu karkoli začnem gledati. Evo ti povem, veš, ko jaz gledam zdaj ponovem, ful prepozno hodimo spat kot družina in potem ostane tam perilo za obesiti, ki je pač oprano in stoji tam že 5 ur. In potem tam nekje od polnoči do enih, jaz pač obešam perilo in gledam Netflix. Ne. Lik toliko, da ne zaspim med obešanjem, ker sem toliko gotov. Ne. Včasih tudi po predstavi, preden domov predstavi in pol je to moj ritual. Ne. In nazadnje sem gledal Jerry Springer na Netflixu, dokumentarec. V 2 delih je. In ena stvar, ki me vse nas, ki smo gledali, to je zanimalo, ali so to igralci, ali so to realni ljudje. Ne.
Si pogledal, nisem. Nisem še, Veš, nisem odgovor. še. Da ugibaj. Jaz sem vedno mislil, da so igravci. Tak sem si razlagal življenje. Jaz tudi, pa niso. Ne, niso. In pa je, da so jih, tako povejo v tem dokumentarcu, da so jih vse črpali iz enega takega trikotnika v Ameriki, ki je najbolj hillbilly. Ohio, pa ne vem, Missouri, pa Georgia, nekaj takega. Tako, v glavnem, in ja, niso bili igravci in oni so jih hajpali pred tem, kako morajo oni tam reagirati. Ne? Torej, pripeljal ga tam in tako pride, v Chicagu so snemali in je tako pride in je tako wow, nego se pripelje z nekega majhnega meseca, tam one ogromne stavbe, pripelje, namenoma so poslali limuzino ogromno, da jih pripelje, da je tako, in tretirajo jih kot bogove, ampak potem, zdaj pa si nam dolžan tukaj res prebutati tunga tam, ne, ali pa ga nadreti, razumeš? Tako da v bistvu je bilo brutalno, kaj so jim delali, ne, kaj jim je ta producent delal, ne, itak, ta je bil samo spredaj, kaj že imate v producentu, no, v glavnem. Ampak res je bilo brutalno in potem vse je bilo nekako stopnjevalo se in opera se je zdela nedosegljiva takrat, ampak oni so s tem trash momentom dejansko naredili nemogoče, so dohiteli in prehiteli opera show. Ampak pol se je zgodila tragedija, ne, da je po tistem šovu eden od teh ubil svojo bivšo ženo. In potem v kolikšni meri je zdaj šov odgovoren za to, ne. Pa seveda je bil, v določeni meri zagotovo. Ne. In tam se je celotna ta zgodba precej tako klavrno zaključila. Ampak je pa, priporočam, mislim, najde se. Kar se pa tiče igranih serij, jaz na vseh teh platformah, jaz toliko je teh brezkrvnih, brez značaja. A veš, enkrat sem probal na Netflixu gledati neko vikinško serijo. Kakorkoli so mnogi šimfali Game of Thrones, ne, tako, tisto ima dušo, nekaj ima. Tole pa je kar neki, razumeš, tako, prav čutiš, da ni ozadju nič, ko bi rekel, nobene, da ni ustvarjeno, ne vem, z neko idejo, z neko strastjo, ampak je pa kar neki vikingi, ki se zdaj imajo neke momente, ko so taki, pa kar se tam fajtajo, pa tako kar neki. In teh serij se mi zdi, da je res veliko, zato ker je potreba potem, da se zafila program. Ja, in da je seveda nekaj kao novosti, pa ono tretje, tako da sploh greš skozi vse to, da najdeš nekaj, kar je okej. Ali pa tisti dokumentarec, ko ga je kolega Aleš Novak mi ga je priporočal o tipu, ko je, kaj je že, ja, reklama je bila, da če zbereš toliko, pa toliko tega, ne vem. Pepsi, ja. Pepsi. Ja, kje je moj reaktivc, ja. V reklami so obljubili reaktivno letalo, ker so upali, da bo ne bo... Da je nemogoče zbrati. Ja. Ampak ta tip je, jaz bom to zbral in je zbral, ne vem, fuck, kaj ne zdaj naredimo. Torej, najde se res dobrih vsebin, samo jih je treba poiskati. Perica, hvala za gostovanje v studiu in veliko uspeha s predstavo. Hvala.